skupaj smo začeli pripravljati že kar nekaj časa nazaj, in sicer letos sredi poletja, v začetku julija, smo se 2 tedna dobivali z letošnjimi Kinotripovci. Ekipo sestavlja 7 mladih srednješolk in srednješolec. In na teh srečanjih, ki so potekali vsak dan, teh 14 dni, smo si pogledali tudi precej filmov. Letos konkretno 12 celovečernih filmov in potem še program kratkih filmov. To je vse od neke sodobne produkcije, tudi filmskih klasik. In na teh srečanjih smo potem prebrali ves ta program, ki smo vam ga zdaj servirali. Gre za 5 celovečernih filmov, program kratkih filmov in nekaj spremljevalnega dogajanja. Zdaj tako, zaradi situacije, kakršna je, bomo izpeljali in zapeljali festival v enem dnevu. Ogledali smo si, oziroma si ravnokar ogledujemo še drugi celovečerni film, nemški film Kokon. Tako da ja, tako plujemo naprej v bližnji prihodnosti, seveda. Film se nas je vse ful dotaknil, vsakega na drugačen način in pa vsi smo v filmu ful uživali, hkrati se nam pa zdi, da je tudi ful pomembna tematika, pa še ful super glasba je v filmu. Mene je prepričalo to, da ni ravno tak film najbolj, ki bi res užival med njim, ampak tak zelo močen je, dotakne se te. Nas je najbolj, vsaj mene, je najbolj prepričalo to, kako iskreno so je režiserka upodobila to odraščanje in to občutke odraščanja, ki pridejo pač zraven, to osamljenost, pa srečo, ko enkrat najdeš družbo, v kateri se ti zdi, da spadaš. Pač, ko se je film stopnjeval, vedno bolj mi je bil všeč, vsak trenutek bolj. V resnici mi je en kader ostal ful v glavi. To je bil pa, ko je bila na robu enega balkona in se je videl samo ta rob, njo odzadaj pa popolnoma živo mesto, ampak je bila popolna noč. Jaz pač obožujem, ko je mesto tako in pač se mi zdi totalno cool, ko se sprehajaš po enem mestu, ko je čista tema. No, se mi najbolj všeč filmi, ki prikazujejo vse skupaj na zabavah, kako se oni pač plešejo, pa dansajo, pač se družijo, ampak cel film je pa res super. Ja, ker je zelo taka temna, kruta, ampak še zmer ni prikazana na tak način, se me je zelo dotaknilo. Ja. Definitivno, zaradi tega, ker pač sem še vedno v procesu odraščanja in se mi zdi, da pač zdi se mi zelo pomembno, da pokažemo odraščanje na ta realen, pristen način, kot je ta film.